Živijo punce, no danes zdaj imam malo odmora med faksom in sem se odločila, da si res želim nekaj posnet. In če bojo kakšni čudni glasovi, imam odprto okno, ker je res zelo toplo danes. Bom pa posnela svoje prve vtise od izdelkov, ki so jih prejela od podjetja Ecoverde, sicer sem jih naročila v soboto ali nedeljo, ne vem točno, in dobila sem jih včeraj, tako da nekaj moram priznati, da sem se že igrala z njimi, ampak večino pa zdaj bom prvič videla. Tako, naročila sem prvo robčke Yes to Cucumbers, zato ker se mi zdi, da vse jih že poznamo preko YouTube gurujk. In sem hotela res videti, če so vredne hvale, ki jim vse dajo. In to zdaj ne bom probala, ker moram potem spet na faks, ampak sem jih včeraj zvečer, oziroma preden sem šla teč, in moram reči, da res zeno, kar mi je bilo všeč, je to, da že ena robček je bil zelo, zelo vlažen, kar če vzamemo, ne bom imenovala podjetje, ampak kakšna, ki jih dobimo v drogeriji, je večinoma premalo vlažen in že potem, ko si samo po obraza damo dol, vlaga se izgubi in ne moramo več nič z njim in moramo še enega vzeti, ta je pa res cel en vzel. Zdaj, če ste občutljive na vonj, vas bo mogoče zmotilo, ker ima kar močen vonj po kumarci, kar sama nisem niti vedela, da je možno vohati kumarce, ampak ima. Kar mi je bilo pa všeč, je bilo to noter, nisem hotela še dati dol, ker sem hotela pokazati. In piše sicer, upam, da vidite, Wipe that smile on your face. To mi je bilo, ne vem, tako lušno. In ja, tako izgledajo, so kar v redu, pa kar mi je tudi všeč, je da 98% iz česar je narejeno je naravnih izdelkov. Ampak, kakor sem nekaj tom reči, kar itak bom mogla videti, kako se mi s časoma zdijo te izdelki, tako vas bom še obveščala, ampak zaenkrat po eni uporabi mi je bilo res všeč. Sem pa ena tistih punc, ki se mi zdi, da ni dovolj samo, če si z enim robčkom vlažilnim vse umijem, ampak moram res z gelom in tako. In sem to uporabila samo pred tekom in tako. In mislim, da je v redu za takrat, ko nimamo lih največ časa in raba samo na hitro dati dol make-up, ali pa vem, da dosti YouTube gurujk tudi to vzame preden grejo dati z gelom ali pa čimerkoli drugim dol. Čeprav to piše, da res ni potrebno niti to, kar sem prebrala odzadaj. Ampak ja, to je to, plus meni se zdi, da bi tisto bilo malo neumno iti predati z gelom, ker niso lih najbolj poceni robčki, so pa res kvalitetni vrednari. Ker naprimer eni od, ne vem, rečemo Niveje so okoli 5 evrov in jih dobiš 25, tlej dobiš 30 za, jaz mi zdi, nisem sigurna, tam okoli 7-8 evrov. In res eden je dovolj za cel obraz in verjemite, jaz nosim kar dost make-upa. Druga stvar, ki sem jo naročila, je bila, kjer bom, ja, pač pred nekaj cajta sem v DM-u kupila eno dražjih mask za roke, ki je sicer pisala, da bi jo lahko pustili gor samo tisto in dali z eno bombažno vatko, samo odstranili dol in jo pustili čez noč, ali kakorkoli. Sama kljub temu, da tega nisem naredila, ampak sem takoj zvečer si šla umit roke, mi je maska popolnoma uničila roke. Tlele, lahko se še zdaj vidi malo, mi je koža dol se strgala, gel nohte, ker jih pač sama delam in jih imam stalno. Gel nohte mi je odleplo dol, torej je ničlo lepilo, torej veste, kako je bila agresivna. In me je pa čudilo, mislim, je bil dokaz, da to, da je izdelek drag, ne pomeni, da je res dober. In pol, kadar se mi je to zgodilo res, tudi nohti jih imam že, pol jih mi jih je dol odtrgalo, so se mi začeli lomiti tako smešni, in imam že tukaj nekje belo na svojem naravnem nohtu. In me je tako prestrašila, da ene 2 tedna skoraj nisem ti gelernih nohtov delala, ne nič. Je pa dobra stvar, ker me je odvadilo grizenja, ker po tistem si res ne upam več nič delati z nohti. In ja, no, zdaj ta cela zgodba. A ja, pa masko, ne upam povedati, kako se kliče, ker imam v Gorici, pa se ne spomnim. Vem, da je bila modra cela in je bilo bolj tam na tistem naravnem modelku, kjer so ponavadi kreme. No, da zdaj grem po pointu. Pač, ker sem res zdaj prava oseba, da lahko testiram izdelke za roke, ker imam res katastrofalne. Tudi tukaj se lahko vidi. Sem se odločila sprobati od Burt's Bees Tips and Toes Kit in sicer so izdelki za roke in za noge in to mi je spet všeč, zato ker je zelo naravno, ker potem, kar sem doživela s tisto masko, čeprav se mi zdi, da bi bila naravna tista,
bi rada res čim bolj obvarovala roke in tudi imam rokavice stalno gor in vse, kar mi je res prestrašilo me konkretno. In to sem torej vzela lih za to. Sicer, kakor sem nekaj, ne moram zdaj povedati, kako stvari delujejo, ker sem enkrat probala štone vsega od tega, ampak samo par izdelkov. Ampak prvi vtis je bil v redu. Sicer tukaj noter dobite tudi tako malo zgodovino Burt's Bees in tako. In lahko vem, da kadar sem odprla, se močno voha med. Res, že cela škatla. In tudi škatla je prišla tako luška, da mi je bilo žal pol odpred. Celo sem fantu rekla, da noče mene 2 uri, da hočem prvo posnet. Ampak pol, vse veste, pač ženska se nisem mogla opret. Torej, noter pride prvo povedala svoj najboljši izdelk. Sicer sem pa vzela ta celotna, ki pride tako, so izdelki malo manjši. Ta je Burt's Bees Almond and Milk Hand Cream, torej taka kremica, ki prije v stekleni tubici. Sicer to sem gotila, da so malo taktično naredili, ker to tlele, kakor vidite, kako je narejena, upam, da se vidi, je tako, da ne moramo priti do tega noter izdelka, tako da je malo taktično po moje, ampak ta izdelk tako diši, da res večino časa ga voham, res. In tako zelo diši in pač je res naravno, kar me preseneča, da lahko naravni izdelek. Vsi pač so poznani naravni izdelki, da imajo bolj močne vonje, ampak ponavadi jaz nisem ena tistih oseb, ki so mi lih tej všeč. In zato kljub temu, da probam, da ne, vzamem ponavadi kakšne malo bolj ne toliko naravne izdelke, zato ker mene von res zelo prepriča. In ta kremica, vidite, kakor mi je všeč, zelo, torej zdaj se ne bo videla, ker sem jo že uporabila včeraj, ampak zelo malo sem jo dala gor in se je že upila, resno, ne govorim, tako hitro se je upila in se mi zdi, da bom kaj tazga nesla za v šolo in tako, ker doskrat pač jaz imam faks ponavadi od kakšne 8 zjutraj do 6-8 zvečer in v tistem času bi bilo fajn, da si malo navlažim in pač pozabim. In tako se mi zdi zelo praktično, čeprav je stekleno in me je malo strah, ampak že samo vonj je vreden tega. In tukaj gor pa prije taka kravica, kar mi je tudi luškano. Druga stvar, kar je Burt's Bees Lemon Butter Cuticle Cream, taka. In sicer to ne bi bilo za obnohno kožico, zdaj ne vem, če bom upala odpret, ker včeraj mi je mogel kar fan pomagati. To je ja edino, ker so malo tako zafrknjeno narejene. Ne bo šlo, seveda, lih za video. To se zmeri zgodi. In še baterija se bojim, da bi bo šla. Spet, vonji pri teh izdelkih so tako močni, ta je res zelo po limonah. Prav, ne moram verjeti. Je pa, kar imam eno stvar, kar mi ni to všeč, da moraš kar neki cajta tako delati, da se segreje. In potem šele dati na obnohno kožico. Ampak spet, pa sem pa pazila, lih zaradi take teksture, se pa pol hitrejše upije. Zato, ker rabi tudi nekaj časa se greje in pol pa kar prije na toplo kožo se zelo hitro upije. Res, to mi je všeč pri teh izdelkih, ker pač sama, čeprav govorim za maske in to, vse v teoriji vem, kako je v praksi, pa tega ne delam dostikrat, zato, ker pač ja, to bo trajalo 2 uri, to bo toliko. In to mi je všeč, ker res na hitrco se vse naredi. No, naslednja stvar bom probala. Ja, še to odpret. Ok. In sicer je to balzam za roke. Sicer je podoben, tle močno čutim sivko. Zelo. Sicer ne vem, kaj iz česa je to, če nisem, ker pač je prvi vtis. Ampak ta je spet, ima pa tako teksturo kakor gel, nima tako kot tista prej, kaj prav krema, tle se čuti bolj kot gel in hvala bo pa ni toliko, kot pri tisti za obnohtno, se jo da zelo lažje takoj nanesti, ker je zelo bolj tekoča kot tista. Ampak zopet so mi všeč take praktične, ker jih lahko povsod daš in sama vem, da če nesem na faks kremo, se bom spomnila in si jo bom dala vmes. Če pa ne nesem, bom prišla domov s suhimi rokami, še pa zdaj po tisti maski in bo groza. Druga stvar, mislim četrta stvar je taka balzam za usnice. Sicer prije taka barva, ki sem mislila, da ti malo obarva, ampak so opazila, da ne vem, no lahko, da še nisem toliko opazila, ampak se mi zdi, da ti ne lih nekaj obarve. Vonja tudi nima nekaj moče, prav malo taka
bolj višnja, ampak ne vem, nima nekega močnega vonja. Je pa spet hitro se opijejo te izdelki, res, in to mi je zelo všeč, ker pač nisem tista oseba, da bi lahko 2 urici sedela in čakala. Zato tudi imam gelirane nohte, ker ne prenesem čakanja, da se mi navadno lahko posuši. No, potem je tle še ena krema za roke in sicer je ta z medom in grape. To je problem, za kar sem hotela pisati v angleščini, ker v slovenščini kdaj se mi kar zgubijo besede. Grozdje, no, semena grozdja. To je to. No, živa punca, zdaj me je že fotoaparat mi je povedal, da preveč blebetam in da je ta video predolg in mi je šla baterija, tako zdaj sem jo zamenjala in bom šla kar dalje. Zdi se mi, da sem ostala pri tej kremici z grozdjem, kar sem že omenila, da barvo in to sem povedala. Tudi von, da je podoben tej kremici, kar mi je zelo všeč. In tudi pač, nažalost ne vem točno, kje sem ostala, ampak pač zelo hitro se opije, sem tudi pokazala, upam, da je še to gor. In nazadnje, kar pa sem, pri čemer sem ostala, je bila ta krema, ki je pa ne bom pokazala, kako se nanese, ker pač nimam tako lepih nog, da bi lahko jih tle kazala. Je krema, in zato tudi rabim to, je krema za noge z vonjem kokosa. Zdaj, tisti, ki me poznajo, vejo, da sama ne prenesem kokosa. Niti na pecivu, niti v kremah, šamponih, v ničemer, res ne prenesem. In edino, kar prenesem, so tiste Rafaelove kroglice, kokosove. In tudi včeraj, ko sem dala fantu za povohat, prvo, kar je bila izjava, da je bila, da je to zelo vohace kot tiste kroglice, res. Zelo, zelo močno. Sicer ne vem zdaj, kako bom pokazala teksturo, ker je pač za noge. No, izgleda tako, kot nek gel. Tudi, ko jo nanesemo, je zelo čutiti kot gel. Veste, tiste, če imate kakšne poškodbe za noge ali kaj takega, ko morate tiste gele gor. No, kar daste gor, je pa tudi malo mente čutiti, ampak pač je taka tekstura zares kakor gel in to sem pa opazila, da kadar sem jo nanesla, sicer včeraj zvečer, sem pa rabila kar nekaj časa, da se je ta stvar opila, kar itak kreme za noge ne bomo dajali na sredi dneva, ker če ne druga drsijo, če markoli smo obute. Ampak je pa edina stvar iz te linije, ki potrebuje nekoliko več časa, da se opije. In zdaj zadnja stvar, kar sem jo pokazala in je nažalost že odprta in ne moram pokazati, kako lušno je bilo spakirano, so pa bili od Everyday Minerals The Real You paketek. Sicer sem ga tega izbrala, ker nisem še nobenega izdelka do zdaj probala od Everyday Minerals in sem mislila tak paketek, kjer ti da kar 4 zaključne pudre in 2 odtenka za obraz in čopiček, da je zelo v redu za probat, ker dobiš in čopiček in odtenke, kar so znani precej potem. In kar mi ni bilo lih ne vem kako všeč, je to, da prije v taki kartonasti škatli, kar ne vem, mi deluje kot za kavo, kadar si nesemo. Ampak je pa zelo lepo, ker od zadaj tudi piše, kako naj bi nanesel in tudi od spredaj tudi fant rekel, izgledajo tako kepce sladoleda in je res taka lušna embalaža. Torej, notri dobimo, kot sem rekla, en tak mini čopiček, ki je tako mehk in zelo gost in se mi zdi, da, pač pogledajte, kako je luškan. In se mi zdi, da take majhni čopiči so zelo praktični, ko jih damo v kozmetične torbice, ker tistih velikih ne moramo enih niti noter stlačiti, kaj šele, da bi jih okoli nosile in jih uporabljale. Ta je pa res praktičen, nek zato, ker ga lahko nesemo in v šolo, in na delo, in kamorkoli. In če slučajno vidimo, da smo se pričele malo svetiti, samo lahko malo popravimo. S tem, da še ker je tako gost, bo bolj, spet problem z angleščino, bo bolj fiksiral in bo bolj popila koža vse skupaj. In je res zelo, zelo mehk, tako se kar veselim ga proti, ampak ga nisem hotela, da ne bi bil umazan zdaj na kameri. In tu do pudru sem samo enega do zdaj probala in što bolj tako na koži, ker sem hotela res prvi vtis zapisati v objavi, ki bo pol. Torej, eden od teh, ki jih dobiš, je Sunlight Finishing Dust, tega sem edinega probala in ta naj bi bil narejen bolj za masno kožo, ker res naredi mat obraz. In tudi sem ga takrat na roki probala in sem res videla to. In tako bi jo priporočala bolj puncam z masno kožo,
ker mislim, da če bi enkrat to nanesli, kar sem videla samo na roki, bi bilo dovolj za cel dan. Ne morem pa garantirati, kako se nekaj nisem še probala. Druga stvar, ki jo dobimo, je finishing dust. Torej to tak prahec na koncu, da fiksira, da bolj poudari barve in da res garantira, da se make-up ne bo premikal čez dan. Tretja stvar je pearl finishing dust, ta je pa tist spet problem z angleščino, tak dew efekt nam da. Da pač vse svetimo, ampak ne zgleda tista masna koža, ampak zgleda zares tisto lepo, sveže, kar se mi zdi, da v bolj pomladnih in poletnih mesecih je lepše videti to, kot pa naprimer tiste zimske luke, vse mat, vse temno. Ker pomislite zdaj, ko je zunaj tako sonce, da bi šla ven z nutelo na obrazu. Pač ne gre, ker bi se vse svetlo, koža ne bi mogla dihati, pač ne bi šlo. Tako da mi je res všeč tako bolj sijoč obraz. Zdaj so pa prišli 3 pudrčki, ki sem se malo prestrašila zaradi barve po taki temni rjavi, upam, da se vidi. In sicer, jaz preden sem to naročila, sem šla pogledati reviewe, ker pač nočem kar nekaj kopavati. In sicer so vse punce rekle, da so potem, ko so te rjave pudre, ker pač vse se prestrašimo, razen pač, če imaš temnejšo kožo, toliko boljše zate. Ampak, ker so taki tako, se malo bojimo, da bomo ratale res preveč temne, ampak ker sem gledala pol reviewe, da se to vse zblendira s kožo in res niti opazi nobenih linij in da se skoraj zlije s tvojo barvo. In no, eden od teh je Cream and Collected Skin Tint, to je pač barva za obraz, da ti nekoliko ga obarva, bolj popravi napakice, ker tudi to sem brala, sicer res nisem še sprobala, ampak sem brala, da te izdelki tudi za punce, ki nimajo perfektne kože, lahko jih nosijo brez tekoče podlage. Sicer sama zelo dvomim v to, ker še nisem dobila nobenega pudra, ki bi lahko pokril brazgotine od mazolčkov in tako. Tako se zelo veselim to testirati. No, naslednji je Poise to Perfection, zopet taka barva za obraz, kar ne vem niti kaj več bi povedala, ker sem že toliko pretisti. In še video bo verjetno 20 minut dolg in upam, da se že niste zdolgočasili in splople. Če se niste, bravo. No in zadnji je pa Bronzed Finishing Dust, kar se mi zdi, da bo prišel zelo prav v takih bolj poletnih mesecih, ko bomo že nekoliko barve imeli, ampak bomo hoteli to še poudariti in bomo lahko dali na tiste delčke, kjer sonce že tako naravno prime obraz. In bo vse bolj topo obraz gledal in ne vem, se veselim stestirati. No, zdaj gledajte linije, naj povem tudi, da sama sem si ta paketek zbrala lih zato, ker nisem prepričana bila v nič od tega in sem hotela prvo stestirati, če je res vredno toliko hval, preden kupujem neke ogromne palete in potem gotovim, da jih sploh ali ne potrebujem ali na meni ne učinkujejo. Kar mi je všeč, je to, da kljub temu, da so tukaj mini izdelki, so zelo se potrudili pri pakiranju, kako vidite, je res lušni izdelki in tudi taki, če bo to res dobro, lahko to vržemo samo v eno kozmetično torbo in res na sredi dneva, ko vidimo, da ratamo malo svetleče, samo vzamemo ven in se lahko damo gor, kjerkoli smo, ker je tako majhno, da gre v vsako kozmetično torbico. No, zdaj res upam, da je vsaj še ena gleda ta video, ki je tako dolg in upam, da mi je bil všeč. Zdaj, če se kakšen teden, 2 bom naredila tudi celotno objavo, kjer bojo bolj slike in bolj zapisano, kaj si mislim, ker lahko so mi v tem trenutku izdelki zelo všeč in da se mi je všeč to, ker so pijo kremice, ampak da čez teden, 2 bom gotila, da nič ne naredijo. In ja, še to sem hotela povedati. Zakaj sem pa vzela Burt's Bees, je pa zato, ker sicer ne me vzeti za besedo, nisem sigurna, ampak zdi se mi, da Eko Verde so edini, ki prodajo take bolj kremice in to od Burt's Bees. In že nekaj časa nazaj, ko sem nekaj naročevala, sem hotela to sprobati, ampak nisem bila sigurna, ker pač, kakor sem rekla, naravno je lahko ali popoln win, ali popoln fail. In sem se bala, da bo to drugo in da bo pač denar izpuhtel. Tako da zdaj sem pa rekla, ja pa probajmo, pa bom videla in zdaj upam, da vam lahko pomagala, da boste tudi same videli, da ne boste pač samo zapravili denarje in boste pol videli, da ne dela, ampak da boste pol z mojo objavo si lahko kaj pomagali in da bo vam všeč. In ja, kakor se nekaj sem mogla posneti, zdaj, ko sem imela pauzo, pa je tak lep dan,
Tako da upam, da ste zdržali do konca in da vam je ta video všeč. In če vam je to, zapišite spodaj, pa prosim, dajte en všeček tudi na YouTube video. Pa če imate sami kakšno mnenje in ste sami testirali te izdelke, prosim, to tudi napišite spodaj, ker lahko tudi vi pomagate med sabo drugim puncam. Ker pač to, kar jaz povem, je moje mnenje, kako učinkuje na moji koži. Zdaj lahko, da na nekomu drugemu bo to popolnoma drugače in mi zares zelo pomagate, če spodaj napišete vaše mnenje, ker lahko ena druga punca se najde v vašem komentarju in goti, da ima tak tip kože kot vi in goti, kaj bi pa njej pasalo. Tako da zdaj bom pa res se ustavila, ker če ne bo ta video že pol ure dolg. Upam, da vam je bil všeč in se vidimo drugič. Čau, čau!